tem trenutku smo v eni izmed novejših zadev, to se pravi tudi tole napravo so montirali inštalaterje strojnih inštalacij, to se pravi zopet so bili inštalaterji zraven, to je tako imenovana sočasna proizvodnja toplotne in pa električne energije, to se pravi kot primarni vir je zemeljski plin, kot produkta pa sta električna energija in pa toplotna energija. V tej sobi dejansko ni nobenega, tudi bi bil hrup prevelik, da bi bil v tej sobi, se vidimo, da smo kar v eni izmed komor notri in to dejansko poslužuje daljinsko. Če ne bi prišlo do napake tudi naših inštalaterjev, ne bi trebalo biti. To se pravi, zelo dobro je, da tudi včasih pride do napake, saj se tudi pri odpravi napak učimo. Do nesreče ne sme priti, pride pa do okvare in ko pride do okvare, smo zato mi tu. Gospod Polanec, zdaj smo pa v eni malo bolj vroči sobi, a ne? Točno tako je, da smo kar precej vroči sobi. V tej sobi so v glavnem pomožne naprave tega, kar smo se pred tem pogledala, to se pravi od čiščenja produktov zgorevanja na motorju, plinskem motorju, do ohlajevanja dimnih plinov in prav iz teh delov dobimo toploto za daljinsko ogrevanje. In do koliko stopinj se segrejejo te cevi? Cevi, če bi takole gledala, čim manj se segrejejo, tem boljše je, namreč, ker potem so tudi manjše toplotne izgube. Takole so pa, kot vidimo, kar precej toplo. V tem prostoru zopet ni posluževalnega osebja, v tem prostoru se osebje zadržuje samo v tistih primerih, ko so potrebna neka vzdrževalna dela oziroma neka popravila, servisiranje in tako naprej. Tu vidimo sicer tako imenovane lopute, bom po montersko povedal ali pa po inštalatersko povedal, ker so različne variante, bom rekel, usmerjanja dimnih plinov iz motorja oziroma produktov zgorevanja pri motorju. Vsi ti motor, ki smo se ga predhodno pogledala, seveda rabi svojo mazanje in prav v tem rezervarjih imamo sveže olje za dovod olja in pa seveda olje, ki ga iz motorja izčrpamo. Ampak Daša, če imaš tole termalno vodo pod ritjo, imaš v bistvu čisto vse, ker imaš vodo, imaš gretje, imaš energijo. Ja, škaj bi bilo ful dobro, da bi postavili sred dnevne sobe in tak džakuzi. No Daša, pa ti si največji talent za sanjarjenje, kar jih poznam. Ti preklopiš v pol sekunde, pred si tam. Ja, sej s tem se vse začne z idejo, a ne? Mislim, kako misliš, da je nastalo vse to, kar je okoli nas? Kako misliš, da so nastale vse te energetske, pasivne hiše? Z idejo, a ne? Ja, se strinjam. Domislice so res dobra stvar. Ja, domislice. Sam, kaj teh domislic nišče ne uresničuje. A ni škoda, mislim. A ne bi bilo dobro, recimo, da bi, glede na to, da so ti pasivne hiše toliko boljše, da bi, recimo, namesto teh ta starih zgradili ta nove hiše. Ja, čakaj, in kaj hočeš reči? Da bi vse stare hiše podarili in zgradili nove. Zdaj si pa predstavljaj. Eno lepo mesto, kot je Ptuj, bi ti porušila in bi uničila vse antične mojstrovine in potem zgradila nove hiše. Ne, to mi ni preveč všeč. Sam, recimo, da bi na te stare hiše preklopili kakšne nove sisteme, pametne. To se bi pa najbrž dalo. No, vidiš, no. Zaposlitvene možnosti so dejansko neomejene. Lahko bi rekla, da vsaka hiša v naši državi rabi vsaj enega inštalaterja. No, da pa pridobljeno šolsko znanje monterji potem obogatijo najlažje v inštalacijskih podjetjih, kjer se ukvarjamo z izvajanjem inštalacij pri novogradnjah pa pri adaptacijah. Kasneje lahko to znanje obogatijo in se zaposlijo v drugih ustanovah in pa v drugih podjetjih. Naj povem, da je v Sloveniji 4000 podjetij, ki se ukvarjamo z napeljavo inštalacij. Delo poteka po gradbiščih, po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Vsak dan se pridobivajo nova znanja, ki se oblikujejo v visoko spoštovan poklic.
dan. Dober dan, Sem Andrej. Daša. Andrej. Živijo. Sem prišla malo pokukati na vašo razstavo. Me zanima, kaj tle predstavljate? No, na tej razstavi v 3 prostorih predstavljamo preskrbo z vodo in inštalatersko obrt na Ptuju v prvi polovici 20. stoletja. No, do takrat so se pa ljudje preskrbovali z vodo iz vodnjakov. Tukaj imamo na tem panoju nekaj primerov teh vodnjakov, ki so se še ohranili do danes. Tako da so bili vodnjaki na dvoriščih, pol so bili tudi na vrtovih in pa na mestnih trgih, kjer so ljudje črpali vodo in jo nosili v svoja bivališča. Premožnejše hiše in pa razne gostilne in pa kakšni tudi uradi so pa že imeli tako imenovane hišne vodovode, tako da so vodo črpali iz teh vodnjakov na dvoriščih, na podstrešje, kjer je bila cisterna in od tod se je pol voda po hiši razpeljala do pip ali pa celo do kopalnice, ki so jo že nekateri imeli. Kaj pa pipe, to tudi ni bilo verjetno v vsakem domu ali kako? Pa stranišča? Tisti, ki so imeli, naprimer, vodovod, so bile pipe, ali ponavadi so bile to kar na hodniku. Na hodniku? Na hodniku, ali pa celo v kopalnici ali pa v kuhinji, kak je pač bilo to razpeljano. Kaj pa je tole, ta slika tukaj? Tukaj so naslikani, oziroma so predmeti, ki so jih uporabljali vodovodarji in pa razne vodovodne pipe. Te risbe so iz prodajnega kataloga Pinter Lenart, ki so imeli veliko trgovino z železnino in z drugim materialom v Mariboru in so že tako danes imeli te prodajne kataloge, ki so jih pošiljali svojim strankam s cenikom in z opisom, kaj pač prodajajo. Obrtno-nadaljevalna šola je bila za potrebe ptujskih obrtnikov ustanovljena že leta 1877. V tem času se je obrt izučil tudi Janez Puh, ki je bil izumitelj, tovarnar koles, motorjev in avtomobilov.